Pokémon Go nikoli ni bil namenjen lovljenju Pokémonov. Šlo je za nekaj veliko temnejšega, za mapiranje resničnega sveta. Vsak park, ki si ga raziskoval, vsaka ulica, po kateri si hodil z odprto kamero, vse to je urilo ogromen sistem umetne inteligence, ki je gradil visokoločljiv tridimenzionalni model Zemlje. In milijoni ljudi so za to celo plačali. Medtem ko si lovil bleščeče Charizard, je ustvarjalec igre Niantic ustvarjal digitalnega dvojčka fizičnega sveta. To je morda največja obratna kraja dela v zgodovini. Prepričati milijone ljudi, da zgradijo globalno nadzorno mrežo, iz katere nikoli ne morejo izstopiti. Prvo poglavje. Duh v stroju. Leta 2024 je Niantic objavil veliko novico. Gradili so velik geoprostorski model, sistem umetne inteligence, zasnovan za razumevanje fizičnega sveta v 3 dimenzijah. Ne bi le prepoznal lokacij, ampak bi jih tudi analiziral in povezoval. Nato bi milijone resničnih krajev preslikal v eno ogromno, strojno berljivo omrežje. To se je zgodilo ravno v času, ko je izbruhnila oboroževalna tekma na področju umetne inteligence, potem, ko je OpenAI postal eno najmočnejših podjetij v tehnologiji. Nenadoma so si vsi želeli sodelovati, celo podjetja za videoigre. A ni bilo vprašanje kaj, temveč kako, kar je dvignilo obrvi. Podjetje je razkrilo, da je izurilo več kot 50 milijonov nevronskih mrež na podlagi 30 milijard slik posnetih iz sveta okoli njih. Te slike so bile vse pridobljene iz podatkov, ki so jih prispevali igralci neposredno iz igre Pokémon Go. Ni bilo pomembno, da igralci že leta niso bili aktivni, njihovi računi so še vedno obstajali. Še vedno so bili na platformi in vsak sken lokacije, ki so ga kdaj poslali, je bil dodan v mrežo. Uporabniki so verjetno razmišljali o izbrisu svojih računov, a misel na to, da bi zapustili tistega enega Eeveeja, jim je zagotovo strla srce. Ampak vsaj njihovi podatki bi bili varni, kaj ne? No, ne čisto. Ti podatki so že bili vključeni v velik geoprostorski model, ki mu pomagajo ustvariti zemljevid sveta okoli njega. In tako kot pri drugih velikih jezikovnih modelih, je tudi iz velikega geoprostorskega modela težko izbrisati kakršnekoli podatke. Predstavljajte si to kot sestavljanje sestavljanke. Ko odstranite en košček, ni več popolna. Model preprosto ne more pozabiti podatka, ki ga je zagotovil določen igralec. To bi bilo bolj podobno popolnemu ponovnemu učenju modela, kar bi zahtevalo veliko finančno naložbo. Ocenjuje se, da bi ponovno učenje modela stalo med 6 in 10 milijonov dolarjev, kar morda sploh ne bi bilo mogoče, saj je to rudarjenje podatkov v samem jedru delovanja. Ker se model ne le uči, ampak dosega kraje, kamor sicer nikoli ne bi mogel priti. Drugo poglavje. 15 milijard dolarjev vreden prevzem zemljišč. Od leta 2007 Google uporablja avtomobile Street View za fotografiranje cest po vsem svetu in ustvarja zemljevid iz resničnih slik resničnih krajev. Toda Street View ima eno veliko omejitev. Avtomobili lahko dostopajo le do javnih cest. To pomeni, da parki, sprehajalne poti, nakupovalni centri, kampusi, notranjost stavb in številni zasebni ali težko dostopni prostori ostajajo večinoma nezabeleženi na zemljevidu. Ti so znani kot zadnji meter. Toda Niantic je vse to spremenil in to je storil z vašim gibanjem peš. Vzel je milijone igralcev Pokémon Go in jih spremenil iz oboževalcev v globalno mrežo za zbiranje podatkov. Nenadoma so igralci tam zunaj kartirali vsak centimeter svojih mest, korak za korakom. In uspelo jim je daleč preko najbolj divjih sanj podjetja. Ocenjeni stroški najema profesionalnih geodetov za mapiranje teh prostorov in izgradnjo uporabne geoprostorske baze znanja so znašali več kot 15 milijard dolarjev. Toda Niantic ni le prihranil tega denarja, ampak je ustvaril tudi dobiček. Igra je do leta 2026 prinesla več kot 6 milijard dolarjev čistega dobička. A to je le češnja na vrhu torte, saj je vsak od teh igralcev delal čudeže za podjetje. Vsi podatki, ki so jih zbirali, vse lokacije, ki so jih kartirali, so se neposredno vračali v podjetje. To jim je pomagalo razviti enega najbolj ambicioznih projektov umetne inteligence vseh časov. Zdaj Niantic uporablja vse te podatke za svoj dobiček, saj se je izkazalo, da sploh nikoli niso bili podjetje za videoigre. Poglavje 3. Obveščevalni pedigre. Niantic je bil specializiran za obogateno resničnost, vrsto iger, ki je vključevana veliko bolj neposredno interakcijo s svetom. Takrat so bile najbolj poglobljene izkušnje omejene na VR arkade, majhne fizične prostore, kjer so igralci nosili na glavne slušalke in raziskovali digitalne fantazijske svetove, projicirane na nadzorovano okolje. Toda Niantic si je želel nekaj veliko večjega. Želel je obogatiti tvoj svet. Prva igra podjetja na področju obogatene resničnosti je bila Ingress in dokazala je, da ima Niantic vse potrebno za konkurenco na tem novem področju.
Ta dokaz koncepta jim je pomagal pridobiti licenco za Pokémon od Nintenda. Toda v ozadju je bil popolnoma drugačen cilj, ki sega vse do začetka. Ustanovitelj podjetja Niantic, John Hanke, je pravzaprav začel na popolnoma drugem področju. Bil je znan po ustanovitvi podjetja Keyhole, zgodnega podjetja za digitalno kartiranje, ustanovljenega leta 2001. Hanke je za svoje podjetje zagotovil sredstva prek In-Q-Tel, investicijske veje CIE, in tehnologija je hitro pritegnila pozornost v Silicijevi dolini. In nato je vstopil Google in leta 2004 prevzel Keyhole. Podjetje je sčasoma postalo Google Earth. Z uporabo satelitske slikovne tehnologije Keyhole za ustvarjanje tridimenzionalne predstavitve planeta je to postalo temelj za natančnejše kartografske sisteme, ki jih je Google razvil za Street View. Sčasoma je Hanke združil svoji dve strasti. Niantic je nastal kot notranji startup znotraj Googla leta 2010, preden je postal samostojno podjetje. Za svoj največji projekt doslej je prejel veliko naložbo strani Googla, Nintenda in podjetja Pokémon. In s Hankejevim globokim znanjem o geoprostorskem kartiranju bi ustvarili novo vrsto igralne izkušnje. Vsak, ki je kdaj igral brezplačno spletno igro, ve, da je vedno nekje kakšna skrita zanka. Preneseš igro in igraš brezplačno, potem pa te igra začne prositi za denar. Te freemium igre obstajajo zaradi mikrotransakcij in tisti nekaj dolarjev tu in tam se hitro nabere. Toda Pokémon Go je imel svoje lastno gospodarstvo, skrito v igri. Uporabniki so plačevali za Pokécoins, valuto v igri, ki so jo lahko uporabili za nakup uporabnih predmetov, ki so olajšali napredovanje, iskanje Pokémonov ali pa so preprosto naredili tvojo zbirko bolj privlačno. Seveda si jih lahko kupil z resničnim denarjem, vendar je obstajal tudi način, da jih zaslužiš z nalogami za AR kartiranje. Te naloge so bile pogosto časovno zahtevne in so zahtevale veliko hoje, a so imele skrit namen v ozadju. Pomagale so podjetju Niantic pri mapiranju območja, kjer se je odvijala igra Pokémon Go. In uporabniki so to z veseljem počeli, popolnoma ne vedoč, da so izkoriščani. Četrto poglavje. Puffin paradoks. Obratno delo. Puffini so bili eden najbolj uporabnih predmetov v igri. V bistvu super okrepljena poslastica za ljubljenčke in so stali 100 Pokécoins. Ko upoštevate vrednost Pokécoins in koliko časa je trajalo, da ste si s temi nalogami prislužili Puffin, igralci v resnici niso igrali igre. V bistvu so delali za plačilo približno $1 na uro in to so počeli z veseljem. V zgodnjih dneh so uporabniki te naloge opravljali redno, saj so bili obupani, da bi na kakršenkoli način prišli do teh predmetov. Potem pa so ljudje začeli govoriti. Začetna novost iskanja Pokémonov je izginila in prišlo je do upada. Če pa ste pogledali katerikoli forum o Pokémonih, so te naloge veljale za enega največjih poznejših virov frustracij med igralci. Te naloge AR zemljevidenja so običajno vključevale fizično hojo naokoli in snemanje neprekinjenih tridimenzionalnih videoskenov obstoječih pokestopov ali gymov s pomočjo kamere na telefonu. Čeprav niso bile nujne za igranje igre, so bile običajno najhitrejši način za pridobivanje pomembnih predmetov, če niste želeli porabiti pravega denarja. Zato so ljudje prenehali igrati. Toda do takrat je Niantic že dobil, kar je želel. Uporabniki so morda imeli občutek, da igrajo simpatično igro, vendar so v bistvu izvajali rudarjenje podatkov za močno tehnološko podjetje, pri čemer so bili za to privilegiji plačani le drobiž, ki so ga nato porabili v trgovini podjetja. To spominja na staro prakso podjetij, kjer delavci na odročnih lokacijah niso bili plačani z resničnim denarjem, temveč z žetoni, ki so jih lahko porabili le v trgovinah podjetja. Rezultat je bil zaprt krog. Delo je bilo zamenjano za valuto, ki se je nato vrnila nazaj v podjetje, pogosto po napihnjenih cenah. Delavci so zagotavljali ključno vrednost, vendar niso imeli nobene možnosti, da bi se ekonomsko izvili iz tega kroga. In podatki, ki so jih ti lovci na Pokémone zbrali, so se spremenili v izjemno natančno in potencialno zastrašujočo tehnologijo. Peto poglavje. Patent na resničnost. Niantic je kot del svojega sodelovanja z Googlom agresivno utrjeval svoj položaj v sektorju umetne inteligence. In en patent bi lahko bil eden najpomembnejših, ki se je v zadnjih letih pojavil na tem področju. In to bi vas lahko veliko bolj prizadelo, kot si mislite, saj prvič, podjetje poskuša patentirati samo resničnost. Ali lahko to podjetje resnično zahteva lastništvo sveta, v katerem živimo, samo zato, ker nihče drug ni bil tam prvi? Ne. Ampak tudi da. Uradni naslov patenta je ustvarjanje 3D modelov predmetov iz resničnega sveta. Opisuje sistem za izdelavo podrobnih prostorskih modelov iz slik, ki jih ustvarjajo uporabniki. Niantic je uporabil podatke zbrane prek Pokémon Go, fotografije, vzorce gibanja in signale lokacije, da je pomagal zgraditi to, kar imenuje sistem vizualnega pozicioniranja.
Namesto zgolj izdelave zemljevidov je cilj ustvariti okolja v 3 dimenzijah s pomočjo množično zbranih slik. Sčasoma se ti podatki vključijo v večji sistem, digitalno rekonstrukcijo resničnega sveta, ki obstaja znotraj infrastrukture podjetja Niantic. Zajema tako javne prostore kot zasebno dostopna okolja na ravni podrobnosti, ki je tradicionalno kartiranje ni nikoli doseglo. Zdaj vse to v celoti pripada enemu podjetju. Kar je podjetje Niantic naredilo, je v bistvu ustvarilo digitalnega dvojčka našega sveta, kar jim omogoča, da v nekaj sekundah najdejo katerokoli točko na Zemlji. Dokler nekdo aktivno uporablja kamero za obogateno resničnost, ima Niantic dostop do njegove lokacije in lahko to osebo najde v resničnem prostoru s pomočjo digitalnega dvojčka našega sveta. Medtem ko je standardni GPS lahko sledil ljudem že desetletja, vas postavi le znotraj splošnega radia. Ta tridimenzionalni sistem pa vas locira do natančnega centimetra. Če igrate Pokémon Go ali katerikoli izdelek podjetja Niantic, obstaja velika verjetnost, da podjetje natančno ve, kje ste v tem trenutku, do vsakega koraka. 6. poglavje. Najemodajalec resničnosti. Že od začetka je bil Pokémon Go v službi 2 gospodarjev. Da, bila je prava Pokémon igra in oblikovalci so se potrudili, da bi pritegnili oboževalce. Brezplačne mobilne igre s plačljivimi dodatki pogosto slovijo po slabi kakovosti. Bodi si nalepijo priljubljene franšize na generične igre s 3 v vrsto, ali pa franšize sploh ne preučijo dovolj temeljito. Toda Pokémon Go je pokazal dobro razumevanje obsežne mitologije franšize. Dokazi o dejavnosti podjetja Niantic od njegove ustanovitve kažejo, da je bilo kartiranje vedno osnovni namen igre. Medtem ko so oboževalci mrzlično iskali sijočega Pikachuja, je Niantic zbiral vse podatke in jih uporabljal za ustvarjanje svojega dokaza izvedljivosti digitalnega dvojnika sveta, v katerem živimo. Ker Niantic ne želi le izpopolniti te digitalne resničnosti, ampak jo želi tudi imeti v lasti. Niantic razvija nova in zmogljiva orodja za obogateno resničnost že od svoje ustanovitve. S svojo platformo Lightship upravlja svoje najboljše igre. Na koncu je bila ukinjena in spremenjena v platformo Niantic Spatial Platform, interaktivno orodje, ki oblikovalcem omogoča raziskovanje lastne virtualne resničnosti in ustvarjanje lastnih interaktivnih izkušenj. Niantic ne more popolnoma patentirati ideje obogatene resničnosti, lahko pa ustvari najboljši model, tistega, ki temelji na največjih možnih zbirkah podatkov in naredi vse ostale drugorazredne. In to pomeni, da bo morala vsaka nova izkušnja potekati prek njih. Lightship in njegova izpeljana platforma bosta verjetno postala ključna platforma za oblikovanje aplikacij obogatene resničnosti, dokler bo Niantic ohranjal svoj tempo razvoja. To pomeni, da se bo podjetje verjetno znašlo v podobni situaciji kot OpenAI. Če nimaš ogromnih virov in prednosti pred drugimi, bo tekmovanje z uveljavljenim modelom izjemno težko. Najboljši način za podjetja, ki želijo vstopiti na področje obogatene resničnosti, bo, da licencirajo model podjetja Niantic in nato svojo aplikacijo zasnujejo na že obstoječem okviru. Tako bi lahko bila prihodnost podjetja Niantic zelo svetla. Pokémon Go je pokazal veliko občinstvo za obogateno resničnost, še posebej, če temelji na priljubljenih franšizah. Verjetno bodo tudi druga velika podjetja, kot sta Disney in Sony, želela uporabiti to tehnologijo, da bi oboževalcem omogočila vstop v svet njihovih najljubših filmov in iger. In vsaka od teh aplikacij bo plačevala najemnino podjetju Niantic. Podjetje je na poti, da postane ne le prevladujoča sila na področju obogatene resničnosti, ampak tudi monopolist, ko gre za tehnologijo, na kateri temelji ta izkušnja. In za vse to se lahko zahvalijo vam, igralcu. Niantic je rešil eno najzahtevnejših težav v digitalnem svetu. Vprašanje, kako kartirati zadnjo miljo. Dolga leta so bile velike površine sveta nedostopne digitalnim kartografskim storitvam, zaradi česar so bili mnogi ljudje prisiljeni ugibati glede natančnih lokacij. Niantic je ugotovil, da jim ni treba kartirati svet, da bi dobili celotno sliko. Vse, kar so morali storiti, je bilo motivirati povprečnega človeka, da to naredi namesto njih. Niantic je dobil vse podatke, ki jih je želel, in milijarde dolarjev dobička. Igralci pa so lahko naredili selfie s Squirtlom. A zdaj jih morda ne bodo več potrebovali. 7. poglavje. Koda. Končna evolucija. Čeprav je Pokémon Go še vedno aktiven, ima igra trenutno približno 34,2 milijona aktivnih uporabnikov, kar je le nekaj več kot 15% vrhunca iz leta 2016. A igra je že dolgo mimo svojih zlatih časov.
Niantic pa se vse bolj osredotoča na izkoriščanje zbranih podatkov za sklepanje novih pogodb. Veliko teh poslov bo namenjenih drugim igram in aplikacijam, ki uporabljajo digitalni svet, ki so ga uporabniki ustvarili zanje. A to je šele začetek tega, kar je mogoče. Pokémon Go je pomagal ustvariti izjemno podroben virtualni svet, v katerem smo vsi mi. In te informacije so izjemno dragocene. Pravijo, da če Google Street View ve, na kateri ulici ste, Nianticov sistem vizualnega pozicioniranja ve, v katero opeko gledate. Te informacije bi lahko bile koristne za digitalne oglaševalce, ki bi lahko mikrociljali oglase ljudem, ko njihovi telefoni ravno v prehodu mimo trgovine oddajo signal. V bolj resni uporabi pa bi lahko programsko opremo predali policiji, če bi morali slediti ubežnika, preden zapusti mesto. Model je skoraj dokončan, vendar so njegove posledice neskončne in uporabnik bi lahko postal nepomemben. Od dneva, ko je bil Pokémon Go izdan, so bili oboževalci na ulicah, igrali so in pomagali ustvarjati skupnost trenerjev. Za njih je bila igra resnična in svoje virtualne ljubljenčke so imeli radi prav tako kot Ash Ketchum svoje Pokémone. Toda za Niantic so bili oboževalci vedno le sredstvo za dosego cilja. Vsak, ki je igral Pokémon Go, je bil del ogromne operacije zbiranja podatkov, ki je izkoriščala ljubezen do igre za ustvarjanje vojske motiviranih zbiralcev podatkov, ki so pomagali graditi digitalni panoptikon, ne da bi to sploh vedeli. Toda nič ne traja večno, ali pač? Igralna industrija je polna iger, ki so brezplačne za igranje in niso bile več dobičkonosne, zato so jih nenadoma odstranili iz App Store. Pokémon Go je trenutno dobičkonosen, vendar se to lahko spremeni. In ko bo Niantic zbral vse podatke, ki jih potrebuje, ne bo imel več razloga, da bi igro ohranjal. To pomeni, da bi se igralci lahko nekega dne zbudili in ugotovili, da je bilo vse njihovo trdo delo izbrisano, njihovi ljubljeni ljubljenčki pa so se razblinili brez sledu. No, razen ogromne nadzorne infrastrukture, ki so jo vsi igralci Pokémon Go ustvarjali več kot desetletje. Ampak, ali vsi lovijo Fata Morgano naslednjega velikega tehnološkega preboja? Izvedite šokantno resnico v videu Zlata mrzlica umetne inteligence je mrtva. Korporativna umetna inteligenca je iluzija. Ali pa si oglejte ta video namesto tega.